tokrat v občinskem informatorju. Odgovori na vprašanja o cepljenju. Potem, ko je inšpektorat opozoril, da izbira ravnatelja v Hajdini sporna, v ponovitev razpisa. Tokrat lahko licitirate za 2 nova dresa. Na Ptuju začeli velik projekt za izgradnjo kanalizacije po neravnem terenu. Aldo Ino Ilešič, kako iz Ptuja priti do profesionalnega kolesarjenja v Združenih državah Amerike. Aleksandra Pivec se vrača svojo stranko, želi si sodelovanja ljudi na terenu. Nogometni klub Maribor začel priprave na sezono. Lepo pozdravljeni. Včeraj so v Mariboru začeli cepiti tudi splošno populacijo. Zaenkrat je v Mariboru največ prijavljenih starejših od 60 let, prvi pa bodo na vrsti starejši od 80 let. Podrobnosti o tem, kako cepljenje v Mariboru poteka, pa v prispevku. V ambulanti za cepljenje proti covidu marsikateri spremljevalec oseb iz ranljivih skupin zdaj vpraša, kdaj bodo oni prišli na vrsto. In potem gre tisto, dobro, vredi, prvo nad 80, nad 70, 60, kronični, potem pa tudi kaj so kritični poklici, vzgojitelji, policaji in tako naprej. Ampak bo hitreje, kot si potem predstavljate, kot videli. Ne bo tako dolgotrajno, bo šlo. Samo dobro je, da ste prijavljeni. Pa preko SMS-a bo potem obveščanje razen starejših, ki nimajo mobilnih številk, pa bo jih poklicali. V družinah starostniki in s osebami, ki imajo razne bolezni, so namreč marsikje bolj previdni in si želijo, da bi čim prej prišli na vrsto. Ja, seveda, cepljenje je edini način, da bomo to vse skupaj, kar nas je zdaj v bistvu že eno leto dni vse skupaj muči, nekako postavili na stranski tir, pa lahko začeli normalno živeti. In potem, posebej, ker pač imamo v družini rizično osebo, smo pač čakali, da bomo na vrsti in smo res prišli hitro na vrsto, tako da partnerka je hitro prišla na vrsto, ostali pa bomo, upam, da čim prej, in pa da lahko potem normalno zaživimo. Vam je ravno to vam je pomembno, kot pravite, da normalno zaživite, da je to tisto, vidite v tem rešitev? Seveda, ker drugače ti ves čas nek meč nad glavo visi, se bomo kužil, se ne bomo kužil, si previden, slišiš vse mogoče, ljudje se kužijo tudi na mestih, kjer bi pričakoval, da se ne bojo in tako naprej, in potem je definitivno to varnejša rešitev. Kako se pravzaprav prijaviti na cepljenje in kakšen je na to postopek, pa nam je povedal pomočnik direktorja zdravstvenega doma. Postopek prijave imamo že od 31. decembra, ko smo začeli sprejemati, torej ali telefonski klic na našo centralo in kasneje s pritiskom na številko 1 dobijo linijo, kjer se lahko naročijo na cepljenje. Drugi način je sporočilo na elektronski naslov. Tretje je vpis v aplikacijo, ki jo imamo odprto, torej skupaj z zdravstveno kartico, in če so bili bilo kdaj na bilo katerem pregledu v zdravstvenem domu oziroma imajo izbranega zdravnika v zdravstvenem domu, se lahko direktno prijavijo v aplikacijo. Mi delamo sezname, torej kdor se je prijavil 31.12. in je star več kot 80 let, bo po vsej verjetnosti že prišel na vrsto v tem tednu na cepljenje. Če bi imeli preveliko število teh naročil, seveda moramo spet gledati, ob kateri uri se je ta pacient prijavil, vendar torej upoštevamo striktno vrstni red, po katerem so se ljudje naročevali, in na taki način jih pozivamo tudi na cepljenje. Cepljenje so začeli izvajati v torek z zdravstvenimi delavci, popoldan že starostniki nad 80 let, tako bo do petka popoldan, ko bodo porabili vse do sedaj prejete odmerke cepiva. Cepljenje poteka v prostorih zdravstvenega doma, v prostorih cepilne ambulante. Ljudje dobijo tudi točno obvestilo, v katerem nadstropju se cepijo, vendar še enkrat poudarjamo, cepljenje poteka na lokaciji zdravstvenega doma, ker je v bistvu takšno navodilo in tudi zahteva zaradi shranjevanja zdravila. Organizirano je tako, da bi med ljudmi prišlo do čim manj stika. Tako je, mi vedno upoštevamo nekako vrstni red tudi teh cepljenj, zaradi tega, da ne nastane gneča, da morebiti ne pride še tukaj do bilo katerega prenosa. Vemo, da lahko so tudi asimptomatski okuženi, iz tega razloga naročujemo na ure. Ko bodo prejeli naslednje odmerke cepiva, pa bodo nadaljevali po vrstnem redu prijavljenih naprej.
Na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja osnovne šole Hajdina se je lani novembra prijavilo 6 kandidatov. Takrat je svet staršev polovici kandidatov dal pozitivno oceno, preostalim pa negativno mnenje. Le to je prejela tudi dozdajšnja ravnateljica Vesna Mesarič-Lorber. Svet zavoda je sicer minuli mesec s 6 od skupaj 11 glasov dal podporo omenjeni aktualni ravnateljici. A je dan kasneje eden izmed predstavnikov sveta staršev, ki je glasoval za aktualno ravnateljico, dejal, da je to storil pod pritiskom. Tu pa se je zapletlo. Te dni je pestro dogajanje v osnovni šoli Hajdina. Dozdajšnji ravnateljici se je namreč iztekel mandat, ob novem razpisu za ravnateljsko mesto pa je prišlo celo do vmešanja inšpektorata. Moram reči, da je bilo kar nekaj izraženega nezadovoljstva strani sveta staršev. Prišlo je do nekaterih pomislekov o zamenjavi sveta staršev, to se je tudi zgodilo. Potem so bile volitve, ker je ravnateljici potekel mandat. Kar nekaj zapletov z glasovanjem na samem svetu zavoda. Postopek je zaključil Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, ki je točno povedal, kakšen je postopek nadaljevanja. Ta veleva, da se razpis ponovi. Sicer pa je lani decembra svet zavoda s 6 od skupaj 11 glasov, torej z minimalno razliko, za ravnateljico izbral aktualno, torej Vesno Mesarič-Lorber. A je dan kasneje eden izmed predstavnikov sveta staršev, ki je glasoval za njo, podal pisno izjavo, da je to storil pod pritiskom in da svoj glas umika. Lahko rečem, da se je včeraj svet zavoda ponovno sestal. Nekako so sprejeli sklep, da bodo se držali vseh teh navodil, ki so jih dobili strani ministrstva in pa inšpektorata. Imenovali so novega tudi vršilca dolžnosti, to je Vidovič Mitja, in glede na številne nepravilnosti so zamenjali tudi predsednico sveta zavoda. Osnovna šola Hajdini ima tako do novega razpisa v.d. ravnatelja. Ravnateljica očitno ni imela podpore niti od staršev, niti na občinski strani. Župana smo povprašali še, kako ocenjuje delo ravnateljice do sedaj. Jaz moram reči, da mi kot občina za delo šole vemo, da lahko delamo samo v zvezi z zagotavljanjem osnovnih pogojev za delo. Tukaj se trudimo maksimalno. Seveda samo strokovno delo, tako ravnateljice kot pedagoške delavce pa ocenjujejo drugi. Je pa res, da v zadnjem obdobju, letu ali dveh, je bilo kar veliko pripomb, predvsem na delo ravnateljica strani staršev, tako da tu pa bi jaz težko kaj komentiral. Župan je zadovoljen, da se je upoštevalo ugotovitve inšpektorata. Ja, mi smo kot lokalna skupnost tudi zahtevali. Glejte, če imamo predpise strani države regulirane, jih je treba spoštovati in to smo jasno in glasno povedali in napisali tudi v naši osnovni šoli. Novi ravnatelj s svojim delom predvidoma nastopi v prvem tednu februarja, do takrat pa sledi primopredaja poslov. Sicer pa smo dozdajšnjo ravnateljico povabili pred kamero, ko se je zgodba okoli razpisa začela zapletati, a nam je pisno odgovorila, da postopek imenovanja ni v njeni pristojnosti, ampak v pristojnosti sveta zavoda. Telefonska številka pa zvoni v prazno. Dresi in drugi športni artikli so se skupaj prodali za več kot 6.000 evrov. Denar gre Mihi in Matiji, ki sta na božični dan postala družina drug drugemu. V trojnem umoru v Gereči vasi sta namreč izgubila najbližje. Tokrat lahko licitirate za dres Jana Drozga in Roka Možiča. Tudi dva mlada športnika sta začutila, da če ne drugače, lahko Mihi in Matiji pomagata s tem, da podarita svoj dres. Mislim, da je to neka naša dolžnost, da pomagamo res ljudem, ko so v takih težkih trenutkih, sploh če lahko damo recimo dres, potem ljudi zbirajo denar, se mi zdi to res nekaj super, da lahko nekomu, ki je v takih težkih razmerah, naredimo dobro delo za njega in mislim, da je vsak športnik dolžen, da če lahko pomaga, da pomaga v takšnih trenutkih. Hokejist Jan Drozg se zaveda, da to ne bo odtehtalo izgube najbližjih. Ja, vsekakor nam ni vseeno, kaj se dogaja. Mislim, da tudi ne spet glede samo športnika, ampak glede vsega, mislim, da ljudje ne radi to sliši, kaj se dogaja. Mislim, da vsi radi pomagali in v bistvu da pač pravimo z tega narediti v bistvu čim boljše, da vsaj nekako na nek način pravimo pomagati, da sicer to ne bo niti približno zadostovalo temu, kar se je zgodilo, ampak če vse kanček pomagamo, smo že nekaj naredili z tega. Oba sogovornika si želita, da bosta dresa licitirana za lep znesek, ki bo Mihi in Matiji prišel prav. Dres pa morda v sreči kakšnega navijača. Ja, zagotovo. Upam, da bojo ljudje to meni videli, to dobrodelnost, dali čim več denarja, tudi dresi imajo zagotovo neko vrednost in upam, da bomo čim lažje in to meni zbrali čim več denarja, da pomagamo otrokom. Tudi tokratna licitacija na Facebook profilu Sašo Dobnik organizira za 2 dni. Vsa sredstva pa bodo namenjena za pomoč po tragediji v Gereči vasi. Na Ptuju so začeli operativna dela za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v nekaterih naseljih na precej neravnem terenu.
Gre za izjemno pomemben projekt, saj bodo zgradili kar 32 km kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč. Na območju investicije pa se bo izvedlo 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Na Ptuju so začeli izgradnjo kanalizacijskega sistema za kar 698 priključkov, kar bodo krili tako z evropskimi sredstvi, kot tudi z denarjem iz občinskega proračuna. Ja, mi smo seveda zelo veseli, da po 2 letih govorjenja končno začenjamo tudi z delom na terenu. Ja, gre za izjemno investicijo za 34 km kanalizacijskega omrežja po neravnem terenu, tako da bo to kar zahtevno izvedbeno delo. Zato smo pridobili 6,5 milijona evropskega denarja, 2 milijona in nekaj bomo dali svojega v naslednjih letih. Finančno konstrukcijo imamo zaprto, je pokrita, dela so začela se, tako da jaz upam, da nam bo tudi vreme naklonjeno, da bomo lahko čim prej, ker toliko kilometrov narediti ni mačji kašelj in tega se zaveda tudi naše komunalno podjetje, ki je izbrani izvajalec, tako da oni so res zavihali rokave in z polno paro, tako da upamo, da bomo čim prej res to na polno zalaufali in da bo stvar dokončana v rokih. Dokumentacijo z dovoljenji za potek kanalizacije preko zasebnih zemljišč imajo že urejeno. Vse to smo pridobivali takrat, ko smo morali seveda pridobiti gradbeno dovoljenje, tako da to vse je urejeno. Seveda bo pa sam postopek na terenu pokazal sigurno še kako zadevo, ki jo bo treba urejati, ampak jaz verjamem, da se bomo z našimi občankami in občani, ki so že res zelo dolgo čakali na ta trenutek, uspešno dogovarjali, sproti dogovarjali, prilagodili kako stvar, če bo potrebno, ampak jaz mislim, da večjih zapletov upam, da ne bo. No? Popolnoma vsega območja ne bodo mogli pokriti. Ja, nekaj delov nam seveda ostane. Mi bomo zdaj tudi jasno definirali območja, kjer kanalizacijskega omrežja pač ne bomo mogli graditi in to javno tudi seveda povedali in predstavili. Tam, kjer pa je mogoče, pa še ni, pa smo v postopku projektiranja vseh teh del, tako da bomo tam tudi potem pridobivamo soglasje, pa potem gradbeno dovoljenje in računamo, da takrat, ko zaključimo z evropskim projektom, nadaljujemo z vsemi tistimi, za katere pač evropski denar ni bil namenjen. Zavedajo se, da bo imela zaradi izgradnje kanalizacije dodatno breme tudi čistilna naprava, saj Perutnina Ptuj še ni izgradila svoje. Toliko še imamo seveda tega manevrskega prostora. Perutnina Ptuj pa napoveduje, da bi v naslednjih nekaj letih seveda to tudi uredila in jaz mislim, da bomo ravno šli nekje skupaj skozi to. Tako da. Kot rečeno, operativna dela za kanalizacijsko mreže so se že začela, nekoliko jih je le zaustavilo vreme. Aldo Ino Ilešič je nekdanji profesionalni kolesar, ki sta ga ljubezen do kolesarjenja in vztrajnost odpeljala v Združene države Amerike, kjer je sodeloval na največjih tekmovanjih. Po povratku v domovino pomaga športnikom kot mentor in donator. Na Desterniku ima poslovne prostore, več kot leto pa vodi atletski klub Ptuj s svojimi načeli in prepričanjem, da je treba biti pri svojem delu vztrajen in profesionalen. V pisarni Alda Ina Ilešiča so na posebnem mestu kolesarski čeladi in kolesarski čevlji, ki ga spominjajo na njegovo zadnje obdobje profesionalnega kolesarstva. Če tukaj pogledamo, imam 2 kompleta čevljev in čelad, ki so bili narejeni prav specifično za 2 dirki. Ta prva je bila v Brooklynu v New Yorku, ta druga pa v Londonu leta 2016 in so to res unikati na res zlate, rečemo temu, spomine kolesarskega dirkanja. Kolo je pravzaprav začel voziti kot majhen deček na parkirišču pod Ptujskim gradom. S kolesom sem se v bistvu naučil voziti na parkirišču pod gradom na Ptuju, ker je moja babica tam v bližini živela, tako da prvič brez pomožnih koles, prve kraste, vse izvira od tam. Tudi na hribu za tem poslopjem sem se naučil smučati, tako da se vse nekje vrti v tistem delu mesta Ptuj. V nadaljevanju pa enostavno, vedno sem bil športno aktiven, rad sem se ukvarjal z raznimi športi z žogo, kolesa in navsezadnje sem pristal pri športu, kjer imaš, rečemo temu, malo več rekvizitov, vedno sem rad imel neko opremo in ko sem ne vem zdaj točno kjerega leta, ampak mislim, da je bilo 96. Videl dirko na Ptuju, sem se pol odločil, da grem v kolesarske vode, kjer so me v kolesarskem krugu Perutnina Ptuj potem tudi z veseljem sprejeli in kjer se je tudi moja kariera začela takrat. In lepe spomine na spodbujanje njega in drugih kolesarjev v Perutnini Ptuj ohranja še danes. Med vsemi stvarmi, ko jih imam tukaj v pisarni, je tudi
spomin, ki sem ga dobil na sprejemu, ko sem se vrnil iz svetovnega prvenstva leta 2002 iz Zolderja v Belgiji, ki sem ga dobil takratnega direktorja Romana Glaserja, Perutnine, pa seveda ne smem pozabiti na Reneja Glavnika, direktorja kluba, ki je bil, rečemo temu tak, oče moje profesionalne športne poti. Ljubezen do kolesarjenja, vztrajnost in osredotočenost so ga nato pripeljale na profesionalno pot. Ko pa pač dojameš po nekaj letih, da si vložil toliko truda, toliko časa in da je pač za dodatno uspeh potrebno še kaj več, potem pa si pač začneš počasi postavljati prioritete in na osnovi teh potem vidiš, ok, za druge stvari več ni časa, očitno bo to moj poklic, v tem primeru poklicni kolesar. Kmalu se je odpravil čez lužo v Združene države Amerike. Potem po slučaju leta 2008 prišel na kriterijske dirke v ZDA. Na kratko za gledalce, da bodo vedeli, to so krajše dirke, ki trajajo uro pa pol, na krogu, ki je dolg maksimalno kilometer pa pol, prizorišče pa je ponavadi nekje v mestu, tako da je tudi zelo atraktivno za gledati, pa večina časa se še dirka zvečer v temi. In jaz, ko sem eno takšno dirko odpeljal, sem bil dobesedno zasvojen. Sem na vse pretege želel to postaviti kot glavni cilj moje kariere in sem se tudi odločil na lastno iniciativo iti na finale teh dirk v Las Vegas 2008 in tam je uspelo osvojiti drugo mesto in posledično s temi rezultati, pa ker sem bil tako nov obraz na tej sceni, se mi je zelo hitro ponudila priložnost, da podpišem pogodbo za eno izmed ameriških ekip, kar sem tudi storil in sem pri Američanju vozil od 2009 pa vse 1000 do 2016, tako da 7 let. Vztrajen, potrpežljiv športnik, ki se ni pustil voditi drugim in se ni oziral na ovire, padci pa so ga potiskali naprej, zdaj spodbuja druge pri njihovi športni poti. Ugotavljam, da v specifičnih športih, oziroma nespecifičnih, v športih nasploh vlada eno razmišljanje, da če nisi bil v tem športu, da načeloma v tem športu nimaš kaj iskati. Ne. Moramo se pa zavedati, da sam šport je mogoče 30-40% celotnega dogajanja okrog športnika, okrog športnega kluba in jaz pač svoje znanje, svoj način dela, svoj pristop probam vračati v okolje, iz katerega izhajam. Res je, da sem po spletu slučajev in okoliščin pristal v atletskem klubu, kjer sem predsednik. Po drugi strani pa zdaj že 3. leto sponzoriram, mentoriram, pa tudi nazadnje menedžiram Kristjana Čeha. In če sploh zadnjo leto gledamo njegove uspehe, mislim, da se nismo narobe odločili, da dajemo to znanje naprej. Sam se namreč prav dobro zaveda, da je treba za dobre rezultate trdo delati in tudi ne po istem vzorcu. To sem prvič opazil pri Bodi Millerju. On je meni bil vedno fascinanten, kljub temu, da nisem tekmovalen smučar ali pa karkoli, sem opazil razlike že pri njegovi tehniki. In potem se začneš malo poglabljati in vidiš, da on pač zagovarja to, v kar verjame in kar njemu odgovarja. In ravno tisti posluh samega sebe pri treningu, pri počitku, pri prehrani in ves ta feedback, ko ga lahko daješ ljudem v svoji ekipi, ko so lahko trener, psiholog, nutricionist in tako naprej, to potem naredi tim res dosti boljši od ostalih. In tak pristop je Ilešiča pripeljal na profesionalno pot kolesarstva, pa tudi v atletski klub Ptuj. Aleksandra Pivec se vrača na politično sceno s svojo stranko. Želi si ustvariti novo politično opcijo, alternativo trenutnim opcijam, politiko usmerjeno v ljudi in potrebe terena. Svojih sodelavcev še ne razkriva, prav tako ne, kdaj bodo šli stranko v javnost. A kot obljublja, se stranka intenzivno postavlja. V oddaji Dialog smo gostili Aleksandro Pivec, ki nam je zaupala, da se vrača v državno politiko s svojo stranko, ter da je v času, ko se je umaknila, pridobila mnogo pomembnih spoznanj. Namreč v meni, v mojem načinu dela so ljudje prepoznali eno takšno ciljno usmerjeno, pragmatično politiko, resnično usmerjeno v ljudi in potrebe terena. Zdaj, glede na tiste pobude, seveda in tudi glede na to, da sem sama v pomiku napovedala, da svoj zgodb, svojih projektov in pa vizije nisem dokončala,
končala, smo nekako začeli skupaj načrtovati to novo politično pot in trenutno smo seveda v zelo intenzivnem dogajanju, v zelo intenzivnih aktivnostih, da seveda to tudi na nek način skušamo že oblikovati in pa postavljati, tako v vsebinskem smislu, kot seveda tudi na samem terenu. In kako se je v tem času spremenila? Torej, politika je res ena veščina, ena umetnost, ki se enostavno ne da naučiti z opazovanjem politike ali pa z teoretičnimi osnovami. Politiko je v vsej svoji kompleksnosti enostavno potrebno doživeti. In vse zgodbe, ki so se dogajale, so mi prav gotovo dale izjemna spoznanja, veščine o tem, na kakšen način v politiki je potrebno ravnati, na kakšen način nastopati. Trenutno se svojo stranko, ki je v nastajanju, ukvarjajo z vsebinskimi rešitvami. Verjamem, da potrebujemo eno drugačno umirjeno in pa v cilje, v vsebine usmerjeno politiko. Zato se v tem trenutku izjemno veliko ukvarjamo z vsebinskimi rešitvami in pa s postavljanjem takšne ekipe, ki bo z svojimi kompetencami, z svojim zaupanjem, verodostojnostjo lahko za tistim, kar bomo vsebinsko pripravili, tudi stala in jamčila, da bomo te stvari lahko izvedli. Pivčeva zatrjuje, da bo njena ekipa strokovna in naravnana na delo z ljudmi. Kdaj se bodo predstavili javnosti, pa še ne napove, zaupa nam le, da so pripravljeni na morebitne predčasne volitve, kot tudi na redne volitve čez 2 leti. Sedaj pa še k športu. Nogometni klub Maribor je danes začel s pripravami na spomladanski del sezone. Na zimski premor so odšli kot vodilni na lestvici Prve lige Telekom Slovenije. Kako bodo potekale priprave, pa v izjavi. Danes smo se zbrali, teden dni kasneje kot večina prvoligašev. Sam mislim, da fantje so si to pauzo, ta dodatni teden zaslužili skozi leto 2020, skozi to, kako in na kakšen način so sodelovali, premagovali vse te ovire in nevšečnosti, ki so nas spremljali skozi celo leto. Dobili so tudi individualni program, ki so ga sam osebno verjamem oddelali, kar dokazujete tudi 2 poškodbi že na prvem treningu, oziroma 2 igralca sta na nek način prišla poškodovana, Klinar in pa Špiro Perčič, tako da tu smo zbrani, te dni bomo v Mariboru in potem odhajamo za 12 dni v Turčijo, kjer bomo odigrali 4 prijateljske tekme in na nek način po povratku še finiširali za začetek spomladanskega dela prvenstva. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Sicer pa si lahko na BKTV v četrtek ob 20. uri ogledate pogovor o Pohorju z zanimivimi sogovorniki. Sveže novice pa spremljajte na portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.